Papež Frančišek je v tradicionalnem nagovoru diplomatskemu zboru poudaril, da je na vrhu prednostnih nalog Svetega sedeža na področju diplomacije odgovor na migracijski pojav. Zlasti Evropo je pozval, naj kljub strahu pred terorizmom ne izgubi svojih vrednot in načel človečnosti. Frančišek vse ljudi prosi, da prisluhnemo glasu na tisoče ljudi, ki bežijo pred vojnami, preganjanji in kršenjem človekovih pravic, politično in socialno nestabilnostjo ter skrajno revščino. Posebej omenja kristjane, ki so morali zaradi preganjanja zapustiti Bližnji vzhod. Papež meni, da bi se z nekaterimi vzroki migracij lahko spopadli že pred časom in tako preprečili številne tragične nesreče, zlasti na morju. Ob tem izpostavlja problem trgovine z orožjem, preskrbo z osnovnimi dobrinami in energijo, naložbe, finančne politike in rano korupcije. Evropo poziva, naj ne pozabi, kdo je. Posebno priznanje pri sprejemu migrantov je namenil Italiji in ob tem opozoril, da se držav v prvi liniji ne sme prepustiti samim sebi. Potreben je odkrit in spoštljiv dialog med vsemi vpletenimi državami, da bi poiskali nove in trajne rešitve. V teh okoliščinah ni mogoče razmišljati o rešitvah, ki si jih sebično želijo posamezne države, je dejal. Papež Frančišek je spregovoril tudi o razlogih za terorizem. Ekstremizem in fundamentalizem po njegovih besedah najdeta ploden teren ne samo zaradi izkoriščanja religije za cilje oblasti, ampak tudi zaradi praznine idealov in izgube identitete, tudi verske, ki smo ji priča na Zahodu. A samo ideološka in iztirjena oblika religije lahko misli, da ustvarja pravičnost v imenu vsemogočnega in namerno ubije nemočne ljudi, je dejal papež, ki je pozornost namenil tudi družini in številnim izzivom, s katerimi se mora ta soočati v današnjem času, zlasti v smislu redefinicije zakonske zveze in pomankanja odprtosti za življenje. Sveti oče je v nagovoru izrazil zaskrbljenost zaradi spora v Perzijskem zalivu in severnokorejskega poskusa z vodikovo bombo. Izrazil je upanje, da bodo sprte strani dale prostor miru in dogovorom. K temu je pozval tudi Izraelce in Palestince. Frančišek je naštel tudi nekaj pozitivnih znamenj, ki so se pokazala v zadnjem času. Omenil je nedavne mirne volitve v Srednjeafriški republiki, reševanje spora v Kolumbiji, zaupanjem gleda tudi na korake za politično in diplomatsko rešitev v Siriji in Libiji.